Poslušate tedenske vrtnarske nasvete na Zelenem svetu. Danes bomo govorili o polžih in ukrepih za zmanjšanje njihove škode. Z nami je Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Miša, prav lep pozdrav. Pozdravljen. No, polži vsako leto povzročajo velike težave, tako je tudi letos. Kako nabiranje, potem razne prepreke, pasti in naravni sovražniki vplivajo na zmanjšanje škode, seveda, ki jo povzročajo ti nadležni slinavci, če jih lahko tako imenujem? Ja, tako je. Letošnje leto so polži sovražnik številka 1 na vrtu, čeprav verjetno, ko se bo vreme posušilo, se bomo pa spet začeli ukvarjati še s strunami in tako naprej. Ja, definitivno in brez dvoma vsakakšnokoli pobiranje, oviranje polža pomaga. Ljudje sicer imajo občutek, da ne, zato ker jih je letos res neskončno veliko in seveda tu pa tam kakšen uide našemu nadzoru. Ampak zagotovo so pa škode dosti manjše. Tako da vsem tistim, ki imajo možnost, ki imajo prostor, čas predvsem, svetujem tako pobiranje, kot seveda nastavljanje različnih pasti, na katere se potem, kjer jih mi polže najdemo, kjer jih lahko poberemo. Taka klasična znana past je seveda pivo, nekaj zakopljamo, posode s pivom, opozarjam, posode ne sme biti do vrha napolnjene, ampak samo do polovice s pivom, da se noter vtopijo, s tem, da je treba tam da treba to pivo seveda menjati, ker polži imajo radi samo sveže pivo, pa še mogoče malo dati v senco, da se nam prehitro ne spremeni vonja in pa okusa. Pod različnimi deskami nastavimo še kakšno jabolko ali pa kakšen krompir in potem zjutraj tam najdemo zelo veliko teh živalcev in jih poberemo, tako da ja, definitivno pobiranje res pomaga. Res je, da pač tisti, ki imajo težavo v okolici, skratka, ki imajo neurejeno okolico, v okolici plevel, goščavo, senco, tisti so pač na slabšem, kar se tega tiče, tisti pa jim še tam ob robu parcele natresajo kakšna ovira. Ena izmed takšnih zadev, ki jih lahko, če imajo vse malo pokošeno, je lahko tudi apno. Zelo dobra taka ovira so tudi kremenčevi peski, po potkah zagotovo jih lahko natresamo okrog vrta, recimo tudi same kremenčeve peske brez težav okoli rastlin, ki so najbolj ogrožene, ker v bistvu samo še rahljajo dodatno zemljo, pa ne spreminjajo, ne vplivajo na pH tal. Apno je namreč nevarno, ker vpliva tudi na pH tal in zato apna tam, kjer rastejo naše vrtnine, ne smemo tresti, ker če mi preveč dvignemo pH tal, potem ustavimo oziroma spremenimo dotok hranil v rastline, s tem so rastline nepravilno prehranjene in seveda manj odporne. Tako da z apnom biti res previden, res ga uporabljati samo tam, kjer pravzaprav mogoče raste plevel, ker sam plevel v bistvu bo rastel tudi, če damo apno gor po eni strani. Po drugi strani pa opozarjam, apno je v bistvu razkuževalec tal, kar pomeni, da apno recimo na samem vrtu, na zelenjavnem vrtu tudi negativno vpliva na mikrofloro. Skratka, tudi koristne mikroorganizme lahko apno uniči, tako da na vrtu biti z njim zelo pozoren. Pa še na nekaj bi čisto že pri tem nabiranju te zadeve opozorila na sol. Tudi vse pri nas na Štajerskem kroži ena bajka, da je treba polže soliti, bog ne daj to narediti na sami zemlji, spet iz dveh razlogov. Sol seveda zelo negativno vpliva na zemljo, na mikroorganizme v zemlji, po drugi strani pa posoljen polž se sicer res zaslini, ampak spusti vsa jajčica, ki jih ima, se pravi, se najprej razmnoži, pa skoraj vedno potem pobegne in ne umre. Tako da samo soljenje niti ni preveč koristno. Lahko pa se te polže, ki jih naberemo, nas posuje z apnom, nalije gor na njih vročo vodo in potem čez dan ali pa dva za to vodo zaliva tam, ne ravno po vrtnina, to verjetno ne bo nišče naredil, ampak ravno tam po takšnih goščavah, tam, kjer se polži zbirajo, kjer se skrivajo čez dan in jih s tem tudi odganjamo. Mogoče še o kakšnih pomagačih naravnih, predvsem o naravnih sovražnikih v stavku ali dveh? Ja, vse naravnih sovražnikov polžev je kar nekaj, najbolj takšni znani so ptiči, kos recimo, pa jež, to ljudje pozabljajo, tudi jež zna, čeprav je tako, rdeči polže, resnici povedano nobena od te živali nima pretirano rada, ampak če je manjka druge hrane, se loti tudi rdečih polžev. Recimo velik takšni naravni sovražnik, in ravno zaradi tega imamo vedno toliko težav zdaj s temi, so tile naši stari slovenski polži, tisti zrjavo veliko hišico, ki smo jih takrat v leti 90-95 iztrebili, ko smo jih nabirali in prodali. In zato, ker je teh polžev zmanjkalo, pa jih je izredno malo,
zato so se pa tudi lahko ti lazari tako razmnožili. Sigurno tudi kakšna majhna belouška se tu pa tam, tudi recimo krt, ne, tu pa tam kakšnega polža poje, je pa res, da nobeno teh njegovih sovražnikov pa ni ravno tako, da bi rekel človek navdušena. Zelo uporabne so na kakšnih kmetijah, tam, kjer imamo to možnost tudi tele kitajske račke. Tele so res neskončno požrešne in tudi zelo selektivne, skratka grejo in pojejo samo polže in pustijo vrtnino na miru, tako da tisti, ki imajo to možnost, ki imajo kakšen ribnik, seveda bivališče za njih, tudi kakšno hrano, ki jim jo lahko takrat, kadar se polži ne pojavljajo, dajo, tistim res svetujem nabavo teh račk. In pri njih je treba celo paziti, da niso preveč požrešne, ker če preveč polžev naenkrat pojejo, lahko tudi umrejo, ker se tudi prenajejo, ne. V prvem delu ste bila zelo izčrpna. Spregovoriva še o cvetlicah in pa domačih pripravkih, ki odganjajo polže. Ne pozabiva pa tudi na pametno izbiro med kupljenimi pripravki. Tako je. Jaz bi mogoče še na prvem mestu omenila to, ne že prej smo omenili kremenčeve peske pa apno, ki preprečijo dostop na vrt, dodala bi še žagovino, posebej grobo mleto žagovino, tudi relativno zmanjša njihovo število, se strani, kadar jih je zelo veliko, je seveda zavedati težavna, pa predvsem še ena stvar, ki je zelo uspešna, zelo uporabna, pa precej draga, ne. To so pa ograjce, ki jih naredimo iz bakrenih ali pa iz pocinkanih plošč. Tele pocinkane bakrene plošče, nekje 25 cm, mora gledati ven iz zemlje, sedaj jih narežejo v vseh vrtnih centrih, samo seveda zadeva nažalost ni zelo poceni. Če pa ima kdo doma kakšne stare žlebove, pocinkane, bakrenih seveda verjetno ne bo dal v ta namen, potem lahko tudi s temi žlebi obda gredice, predvsem za začetek tiste, rastline, ki so najbolj ogrožene, pa s tem dejansko popolnoma ustavi dostop polžev na vrt, potem se mora boriti še samo s tistimi tamalnimi, ki se v solati nahajajo, ki so pravzaprav del naše zemlje, ne. Te pa lahko se njihova jajčica relativno dobro uničimo tudi z apnenim dušikom. To pa so pripravke, ki jih prodajajo pod različnimi trgovskimi imeni v trgovinah. Drugače cvetlice, ki bi naj nekako bom rekla, kot ena ograjca preprečevale dostop polžem na vrt. Te cvetlice sicer kar nekaj, žal so pa res uspešne samo v primeru, ko polžev ni veliko, ne. Med njimi je recimo timijan, takšna čisto znana stara zelišče, če bi imeli dovolj timijana kot eno takšno ograjico okrog in okrog vrta, bi tudi polžev bilo manj. Potem je tudi kalifornijski mak, tudi recimo, ne vem, česen, čebula, ne, polžem smrdita, če tele liste uporabimo kot eno zastirko, ampak tega vsega imamo nažalost zelo malo, ne, tako da bi še našli, ne vem, nigela je še, tudi portulak recimo, tale okrasni je, bi še tele rožice kar najde, edino žametnica ni, tudi ognjič recimo in smrdi tudi kapucinke in zelo smrdijo, ampak to je vse, bom rekla, to je res tisto, to bi bilo zelo v redu, če se še polži ne bi pri nas razmnožili, da bi jim preprečevali razmnoževanje na našem vrtu, ne. Ko so pa enkrat razmnoženi, pa po mojih izkušnjah so te cvetlice slabo uspešne, no mogoče bi pa omenila še zastirke iz bezga, kakršnikoli delov bezga, ni treba, da so cvetovi, ni treba, da liste posebej trgamo, tele mlade poganke, oziroma tudi poleti potem odrasle smrdljive, za polče smrdljive poganke uporabimo kot zastirko, je pa seveda, ker smrdijo, potrebno to zastirko tedensko obnavljati, ne bo držala vekomaj, lahko tudi jih namakamo in s to vodo zalivamo ogrožene rastline, predvsem, ko je nekoliko bolj suha. Takrat to zelo dobro deluje, ker ta von ostane, ko pa pade toliko dežja, kot ga pade do zdaj, pa je seveda takšno zalivanje neuspešno. Tudi gozdna praprot, skratka, kakršnekoli, ali je to orlova, ali je to prava gozdna praprot kot zastirka, čisto uspešno odganja polže stran od tistih rastlin, ki so najbolj ogrožene. Tudi bela gorjušica sama po sebi je to kot zastirka, zmanjšuje njihovo število, tako da tudi teh naravnih domačih, bom rekla, zastirk, predvsem to niso pripravki, to so zastirke, skratka, imamo kar nekaj, pa če še potke potem posujemo, pa okrog in okrog vrta nasujemo takšen, vse to do širino, dobro širino dlani, ampak boljše bi bilo človek rekel toliko, kot da še lahko hodimo ali žagovine ali kremenčevega peska, potem smo že kar nekaj naredili, ne. Ja, res prav, Maša, zelo bi pa opozorila na nabavo teh pripravkov, ki jih dobijo v trgovinah,
jaz vem in mi je čisto jasno, da je letošnje leto katastrofalno, kar se tega tiče in ljudje v želji, da bi rešili svoje rastline, posegajo po marsičemu. Ampak v trgovinah dobimo več različnih tipov pripravkov. Sicer na srečo te tako imenovane pužomore, mesorole, kakorkoli temu rečemo, dobimo samo z izkaznico. Ampak žal se pač vse trgovine ne držijo tega, da bi ta izkaznica mogla biti nujno prisotna in ljudje še vedno posegajo po njih. Opozarjam, da tile pripravki so zelo, zelo nevarni tudi za vse ostale in domače in pa divje živali. Ptič, če poje polžek, je ravno kar poginil zaradi teh pripravkov, tudi ptič pogine. Ne, tudi maček recimo lahko pogine, ki ptiče poje in podobno. Veliko psov, psi pa mačke imajo tele pripravke zelo radi. Ne. Tako da zna tudi kakšno domačo žival zaradi tega poginiti. Tudi če mi vidimo manjšega psa, ki to je, ga veterinar ne bo več rešil. Čeprav še v tistem trenutku mu nič ni, tile pripravki topijo žile in žival pravzaprav notranje izkrvavi. Tako da zelo opozarjam na te pripravke, da res, če se kdo misli, da res ne more brez njih, da jih res ne uporabi na tak način, da ne bo nobena domača, pa tudi ne samo domača, tudi divja žival prišla do njih. Vsekakor pa naj ti pripravki po nobenem primeru ne pride v stik z zemljo. Tudi na potkah velja, ne. Preko zemlje se lahko prenese tudi do rastlin in do korenine rastlin in preko korenine rastlin tudi do nas. Čeprav nekateri misli, da to pač, če toliko časa bo on solato jedel, komaj čez mesec dni, bo to že zdavne izginilo, ker pač se tudi na dežju razpadajo, ampak ni res, ne, ostanejo v zemlji, tako da pri tej biti zelo pozoren. Če že potem posežimo po teh železovih kelatih, železovi kelati pa tako imenovani ekološki, biološki ali pa nestrupeni odganjalci polže oziroma pripravki proti polžem se tudi dobijo v trgovina, upam, da vsaj koliko toliko brez težav. Res je, da imajo nekoliko višjo ceno, pa predvsem je njihova, bom rekla, šibkost ali pa vsaj šibkost v naših glavah v tem, da mi pri njih ne vidimo poginulih polžev. Pri požemoru je to zelo lepo, nekaj drugo jutro vidimo kar nekaj poginulih teh živali, si imamo tisti občutek, da smo bili uspešni. Pri teh različnih železovih kelatih pa ljudje mislijo, da niso uspešni, ker polžev mrtvih nikjer ne vidijo. Gre za to, da te živali ravno tako postane slabo, takoj ko zaužije tele vabe in se skrije v grmovju in tam nekje v svoji skrivališči pogine, zato jih ne vidimo. Ne. So pa uspešni, res je, da niso 100% uspešni, so pa dovolj uspešni, da v kombinaciji še s kakšno zastirko, z pokrivanjem predvsem potk, recimo med rastlinami, z temi različnimi stvarmi, ki polže dražijo, pa smo potem lahko tako uspešni, da naš vrt rešimo, če pa tu pa tam kakšno luknjo še od polža najdemo, pa pravzaprav vedno pravim škodljivcev tudi mora nekaj biti, zato da njihovi sovražniki ostanejo v bližini. Miša, to je bil res podroben, nekoliko daljši nasvet, ki je hkrati tudi praktičen in poučen. Slišiva se ponovno naslednji teden. Hvala za današnji pogovor. Pogovor z Višjo Pušenjak sem vodil Davor Špehar. Če so vam novice na Zelenem svetu všeč, vas vabim, da se na spletni strani zelenisvet.com prijavite na brezplačne tedenske nasvete. Tako jih boste redno prejemali na vašo elektronsko pošto. Sledite pa nam tudi na spletni strani zelenisvet.com, Facebooku, Twitterju in YouTubeu.